Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Live. Danes je z mano Mateja Grajzer. Omenila si prej to nerodnost, tako da me zanima mogoče kakšen zabaven trenutek, ki se ti res tako stisne v spomin, pa mogoče tudi kakšen trenutek, ki ti pa tako pri srcu nekaj posebnega, nek pomen ima zate. Zabavni trenutki, predvsem zdajle, v zadnjem letu so kar tako taki ratali zaščitni znak moj, sončna očala. Jaz sem do pred kratkim skozi nosila očala, zdaj jih pa še nosim več in imam sončna očala skozi tle gor. In pozabim na njih, da jih imam. Milijonkrat so seveda že dol odletela, točno tale. Zaenkrat se še čudežno držijo skupaj. Ampak ravno pred kratkim sva za zaključno produkcijo z mojim plesnim součiteljem Sašotom snemala koreografijo za najine tečajnike, vsi z svojimi telefoni okrog in okrog naju in lepo tam pleševa vse, na kar seveda v enem obratu očala odletijo dol, direktno med naju, se nama še prav uspe lepo okrog sukati, koreografija je bila na to narejena, presežem. In potem prijo ne taki sweepi tako z nogo, malo pometeš recimo pod sabo in sem jih še lepo stran odmetla. Koreografija je bila stran. Ja, to ni bilo dodatek, to je bilo dejansko v koreografiji. Točno v tistem momentu. Zdaj bojo vsi metali očala dol. Zanimivo, na koreografiji pa tega ni ben naredil. Zakaj, mislim? Ne vem. Malo jih je treba vprašati. Veš kaj, mogoče so rekli, da en klovn je dovolj na točko, tako da. Kaj pa je en tak trenutek, ki ti pa ful pri srcu, nekaj, kar ti res nek pomeni? V bistvu moj prvi festival za Balboa, bila sem v Parizu. Takrat sem plesala dejansko po moje Balboa šele 3 mesece, se pravi, bila sem res začetnik. In pač tam na festivalu pademo v eno družbo in me en Rus 3 dni ali pa 2 dni prepričuje, daj Mateja, pejt na tekmovanje. To je tekmovanje v bistvu Jack and Jill, kjer se prijavaš sam, žrebaš svojega partnerja in pač odplešeš. Poznaš se običajno ne, ali pa tudi pač čisto odvisno. In jaz, kaj bom jaz delala, mislim, začetnik sem, kaj bom jaz delala na tekmovanju, ne? Na kar si rečem, da je v redu, sem pač saj zabavala. A pa so bili vsi nivoji? So bili vsi nivoji, ampak v glavnem začetni nivoji si pač tega ne upajo narediti, ne? In so pač v glavnem te najvišji nivoji, ki grejo na tekmovanja. In pač si rečem, da je v redu, pač grem, ne? In potem zvečer, ko so klicali finaliste gor, ne? Pač jaz sem valjda prepričana, kaj bom jaz pa tam delala, ne? In pač niti nisem poslušala prav zelo in so me klicale ne parkrat, mojo številko, moje ime, sicer po francosko, ker Mateja je pol Mateša in to itak ne veš, da sti, ne? In najprej sploh nisem poregistrirala, da mene kličejo, ne? Isto se mi je zgodilo še enkrat kasneje na enem swing tekmovanju v Celju, tukaj pri nas. Tudi nisem pač vedela, to preslišaš. Ampak si obakrat dejansko prišla potem? Prišla v finale. No in na temu to je bil moj prvi festival, prvo tekmovanje, čisti začetki. In sva potem z enim Francozom, ko sva skupaj plesala, celo prišla do medalje oziroma stopničke, ne? Tako res tak moment, no, ki se mi bo zavedno vtisnil v spomin. Prvič sem tudi takrat vse te plesne učitelje, ki sem jih prej naštela, spoznala tam na tistem festivalu in da so te oni potem ocenjevali in so imeli celo take lepe besede za povedati za začetnika, da sem bila čisto v nebesih. Glede na to prigodo, ki si jo omenila, je zagotovo eden izmed nasvetov začetnikom: poskusite, pejte na tekmovanje. Predvsem na tekmovanju ne jemljajo tako zelo resno in nastopov. Jaz sem zmerno vse to gledala, da je to zabava, da je to nekaj, mislim, ne tekmujemo, ni to zdaj, da bomo postali svetovni prvaki, ali kakorkoli. To je vse, pač, ne vem, meni je to užitek v zabavo, v veselje, ja. In nisem imela nikoli nisem jaz tega tako resno jemala, pa imela neke ful hude treme, ker dejansko nikoli nisem pričakovala, da se bo karkoli zgodilo, ne. Pač greš tam v predtekmovanje, v redu, bo že nekaj, ne. No, super. Imaš mogoče še kak drug nasvet za naše gledalce oziroma plesalce? Ja, no, prav iz tega stališča jaz vedno izhajam,
Pač vsi imamo neko službo in po službi ali pred službo ali kakorkoli se rabimo na nečem sprostiti. In karkoli to je, karkoli pač najdete, eni bojo, ne vem, v težke dvigovali, drugi se bojo pa na petkah vrtela, ne. Enostavno je treba pač uživati v temu. In ne preveč resno teh stvari jemati in bo popolno, res. Mislim, tako, mene je to tudi in groove me naučil nasploh pač začeti moraš uživati v tistem, kar ti je dano. Če ti pa to ni všeč, pa pač moraš nekaj narediti in iti nekam naprej. Skratka, ne smeš se ustaviti. Jaz recimo nisem klasičen model plesalke, ki se s tem ukvarja. Nisem klasičen model plesalke, ki gre na tekmovanje ali kakorkoli. Nisem klasičen model športnika, pa sem trener športne. Pa obstaja sploh klasičen model za tiste? Recimo, ne, neki standardi, ne. Lepa, visoka, kakorkoli, ne, pas mora biti ozek, kakorkoli. Jaz pač nikoli nisem taka bila, ne. Ampak od nekdaj sem se pa pač rada premikala in ko sem enkrat ugotovila, da imam ful veselje, to ljubezen do plesa, da iti naprej, me pač tudi to ni ustavilo, če bi te kdo malo tako čuden pogledal, kako ona to uči, ne. Pač jaz sem si zmer to vzela kot nekaj, v čemer blazno uživaš, ker ti da energijo, te napolne z vsem tistim elanom, ki ga rabiš potem, ko si, ne vem, 8-10 ur bil za računalnikom. Tako da, ja, no, to je tista glava na svet, no, uživite, samo uživite, najte tisto, kar vam je všeč, pa imejte se radi, bodite tisto, kar ste. Kakšni so pa mogoče kaki izzivi, ki jih zase še vidiš v plesu? Ja, dejansko lahko iz tega naprej splavam, ne. Pač ja, kako sem na začetku rekla, jaz sem sicer vedno iskala nek ples v paru, ker če imam zraven sebe soplesalca, takrat si upam veliko iz sebe dati. In takrat se lahko zelo osebnostno izrazim. Imam pa večji problem se osebnostno izraziti, mogoče tudi zaradi lastnih omejitev, ki si jih tudi jaz v glavi narisujem, stališča, ne vem, sebe, postave, česarkoli. Biti sam na plesišču, si sam dati, veš, tisto prosto pot, se gibati, ker si misliš, kako pa moraš izgledati, a ne. Tukaj mi je tudi groove ful pomagal, da sem si dovolila pač taka, kot sem, to je tisto, kar je moj znak, tako pač jaz plešem, a ne, to sem jaz. In imam tukaj še vseeno veliko dela, tudi jaz, pri upati si še več. Upati si še bolj prepustiti svoji duši, da se razpleše, da res lahko razplešeš svoje srce. Zdaj za naše plesalce si pripravila en tudi manjši izziv za njih. Ja. Tako da se prestavijo na drugo lokacijo ali kaj boš povedala? Enega lahko povem takole. In sicer bo v groove stilu. Torej pri grooveu ne morete nikoli narediti nič narobe. Vse je dovoljeno. Jaz sem vam pokazala ene dva giba, recimo, pol v naslednjem sistemu, v naslednji točki. Skratka, plešeš tako, kot tebi paše, da ti lahko s tvojim telesom to narediš. Tako da ta prvi izziv, ki ga imam za vas, je, da si vzamete enega od svojih najljubših komadov, na slušalke si ga dajte ali pa v sobo z zvočniki, pa naj nabija na polno, do 10 zvečer se lahko tudi sosede moti. Zaprite se v sobo tam, ker vas nihče ne gleda. Ne glejte se tudi vi ne v ogledalo in se enostavno razplešite točno tako, kakor vam paše. Ker točno tako je za vas najboljše. To je ta prvi izziv. Do drugega se pa vrnemo čez kratek trenutek. Tako. Dobro, plesni izziv za vas. Zaplesali boste skupaj z nama z Ines in sicer ga bomo zagruvali. Torej, jaz vam za komad pokazala 3 različne gibe, ki jih bomo menjavali v tem komadu. Kako ga pa vsak zapleše, je pa povsem od vsakega posameznika odvisen. Ne rabite naju gledati, ne rabite sebe v ogledalo gledati, enostavno plešite tako, kot se vam zdi vam pravilno. Velja tudi zate. In sicer bomo imeli 3 gibe. Ta prvi bo tako kot en počep, oziroma tak polčep. Greš dol, ampak narediš eno tako žličko. Dol, gor, pa hodiš 2 koraka. Dol, gor,
pa 2 koraka. To je en gib, potem ta drug bo en tak malo shake, malo zatreseš s celim telesom, karkoli hočeš, kolikor ti paše. Ta tretji gib je pa tak malo bolj latino, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tananam, tananam. Pa probujemo, kako bo to izgledalo. In kolikor greš dol, to je čisto tebe odvisen, greš dol toliko, kolikor lahko. Več greš, boljše zate. Treseš, povsod okrog sebe. Attituda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rabiš cel prostor. 1, 2, 3, 1, 2, 3. To je to? Evo, to je to. Upam, da ste uživali skupaj z nama. Pa še kaj zaplešite, zagruvite, srce ne pleše. Uživajte. Fajn se imejte. Čau! Mateja, najlepša ti hvala, da si delila z nami svojo zgodbo. Hvala za povabilo. Hvala, da deliš nova veselja do gruva, tudi s plesalci v Sloveniji. Veselje. Upam, da se vidimo kmalu tudi na plesišču. Ja, bomo malo zaplesali. Se vidimo Čau. čez dober teden. Čau! Čau.